nazaj, malo malce z zamikom, ampak zagotovo pa nas čaka še ena, bi rekla, bogata debata. Preden jo začnemo, bom pa dala še minutko gospe Liljani Radinovič, ker bi prej pozabila razložiti, zakaj je zavrtela tisti filmček. Mislim, da pa si to zaslužimo, to razlago. Zaboravila sam potpuno na filmu kratkog vremena, šta mi imamo u svojim glavama, znači u našim glavama postoji nešto što nam nauka nudi, nešto znanje, to je nešto što je sigurno, što znamo tačno da je tako i tako dalje, a sve što nije znanje, to je naše vjerovanje, mi verujemo u to, tako. To je taj drugi deo, to je ono što mi imamo kod sebe. Sve ostalo što ne verujemo, što ne možemo da shvatimo, tako mi to odbacimo, cenzurišemo, kao što sam vidjela ovaj film na koji sam ja zaboravila da vam... Jeste, to je jedan film koji je originalan, koji je stvaran, međutim on je naravno bio cenzurisan upravo iz tog razloga zato što nisu mogli tadašnji lekari to da objasne. On se dešava u Švajcarskoj 49. godine, na klinici u Bazilu, u klinici u Cirihu, gde je Mirin Daj utvrdio da je ne povredi. I onda ga bodu, kao što ste vidjeli u tom filmu, snimaju ga na rentgen, sve živo, on potpuno normalno funkcioniše, srce, vide se sve, znači kardiološki ga proveravaju i tako dalje, a onda stavi prst ovde i ne ostane, nema krvi, nema ničega. I on, znači, to je nešto što naše glave, što nema ni u znanju, niti možemo da verujemo u to, to je sve ovde napolju. To mi sve sklonimo i zato ne može da dođe do promene paradigme. Zato naučnici imaju problem, oni koji trebaju i nešto i hoće i misle i znaju da kažu, oni ne mogu da uđu ovaj deo ovde, jer oni moraju da ostanu normalni. Pa ko će reći da voda ima pamće? Pa ne, ja moram da budem normalan, jer tako? Tu je problem u promeni paradigme. Znači, dati jednostavno jednu slobodu razmišljenja, prepoznati te meme koje su u nama i imunizirati se od tih memi da bi mogli što slobodnije da razmišljamo i nauči da pustimo da se razvija. Evo, kako to? Zdaj pa dobrodošli spet še enkrat tu med nami. Jaz sem sam povedala, da se je dr. Tamara Pavasovič-Rošt morala posloviti, ker zaradi hčerke, ki je imela neke težave, tako da je morala malo preiti, ampak bo njen duh še vedno prisoten med nami, ker bomo vsaj nabujali to tematiko z vprašanji. Se nam bo pa zraven pridružil Domen Kočevar kot organizator in pobudnik tega simpozija. Tako da mislim, da nas čaka pa seveda tudi vaša vprašanja in vaši komentarji dobrodošli. Jaz bi začela, danes smo kar veliko slišali, vam bom tudi sproti prevedla, če kaj ne bo. Ampak mislim, veliko smo slišali danes zelo zanimivi prispevki, odpirajo dost kritičnih misli in mogoče bi začeli z vami, dr. Kobal, glede na vse, kar smo slišali danes, kaj mislite, kako bi zdaj to znanost, te znanstvene prispevke, mogoče nekoliko bolj popularizirali ali dopustili, da pridejo do ljudi in ali lahko ima slovenska znanstvena ustanova pri tem še kakšno dodatno vlogo? No, prav gotovo, če vzamemo kar fundacija, Slovenska znanstvena fundacija, je prav gotovo za to poklicana, to je njen sestavni del delovanja, poleg štipendiranja, poleg povečevanja mednarodnega znanstvenega sodelovanja, poleg izpopolnjevanja naših raziskovalk in raziskovalcev in seveda tudi pripravljamo teren za posebna področja, katerih pričakujemo, ker imamo ustanoviteljev, glavno so do sedaj zaslužni profesori Univerze v Ljubljani, ki so se nekako ob koncu svojih mandatov, ali pa že malo prej, ampak glavno, če vzamem iz realnih 3 primerov, odločili, da ustanovijo posebne sklade, ki so pri nas, poleg tistih, ki Slovenska znanstvena fundacija ima,
namenjeni tudi drugim oblikam, prav pokrivanju tistih manjkov, ki v slovenskem prostoru in v strokah obstajajo. Kar pa pomeni, koga nagovoriti oziroma komu predstaviti, to pa mislim, da je prednostno mladi generaciji. Naša fundacija v zvezi s popularizacijo znanosti dela predvsem z otroci in mladostniki, ker je prej kolega povedal za študente, da je že formirana osebnost in je mnogo teže spominjati. Mi se tega zavedamo in mislimo glede na razvoj človeka, da že otrok se lahko vključi in ko smo to izvedli, se dejansko pokazalo otroci, ta internetna ali pa milenijska, ko ste omenila, generacija je v bistvu tista, ki je zelo iznajdljiva, ki si želi uveljaviti in zakaj ne bi tega in to tudi dopustili. Po drugi stran pa seveda alternativne projekte, ki mislim, da bi najverjetneje, najhitreje lahko uveljavili, parcialno oziroma tudi polne nove paradigme, na njih delali tudi naši raziskovalci. Ne zgolj samo nekaterih središčih, ampak tudi pri nas, in da ta prostor se bolj bolj usmeri v to, da omogoči uresničevanje idej. Tujci to opažajo, strokovnjaki, ki prihajajo in se z nami dogovarjajo, opažajo zelo pogosto, da je ta prostor, slovenski prostor, rečemo, atmosfera tukaj zelo primerna za prenos tistega, kar je v glavah v nadaljnem procesu. In mislim, zakaj ne bi Slovenija, poleg nekaterih stvari, ki so njeni parametri, kako biti uspešna, prav na človeški faktor, če tako rečemo, naredila mnogo več, kot je naredila posebej. Tukaj je potencial in pravim, da ga je treba izkoristiti, ampak zelo pomembno je prvič širjenje tega, kar smo tukaj, ker to marsikdo ne pozna in znamo tudi približati mlademu človeku, tako, ker tudi današnje predstave so bile takšne, so bile polno teh elementov. Nekatere stvari bo treba še malo posplošiti, ampak zgolj to, da se jim odprejo njihovi kanali, ki so sicer prikrito odprti. Niso pa toliko, ampak če bo videli, da je spodbuda starejših okrog njih, ki jim zaupamo, je to zelo pomembno. Zaupati človeku, tudi tega je premalo. Poleg tega, da širimo to, da to predstavljamo, da se zgodimo, da je to popolnoma normalna stvar, kot rečem. In na drugi strani, da jim damo spodbudo, da rečemo z vami smo. Potem bojo lahko uveljavili tisto, za kar oni čutijo, da imajo potencial. Treba jih je nagovarjati, treba jih je spodbuditi, realizirati ta potencial. Zdaj me je vprašanje popularizacija znanosti v medijih. Ja. Imam konkretno vprašanje, namreč v UNESCO je izdal, mislim, eno okrožnico, v kateri pravi, da ne bi državne televizije imele 1/3 izobraževalnih programov. Jaz spremljam izobraževalnih program v Sloveniji, pa moram reči, da nekaj 10% ne dosegamo teh mednarodnih UNESCO-ih. In bi bilo mogoče dobro, če imate možnost na kakšno ministrstvo ali ne, kar direktno na slovensko konferenco. Ne, se preveri, če je to res, pa v kakšnih urah so ti izobraževalne oddaje, ker glede na to, da imamo zelo dobro izobraževalno to na naši nacionalni televiziji, ostale vem, da so tržne, ampak nacionalka za enkrat moram reči, da tega dela ne popravlja tako. Ja, nacionalka je tudi moja spodbudo oziroma moje sodelovanje spostavila Zenit pred leti, če se morda še spomnite. Ampak to je 1 uro na teden, ne? Dobro, pa ugriznimo znanost, pa še 1, 2, 3 oddaje take. So vendar seštevek, tako kot ste matematično rekel, ni tisto, kar bi moral biti. Glejte, jaz bom tu z veseljem naredil, sem član Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in bom to na prvem srečanju, ki bo letnem srečanju, to prinesel. Ja, ker bi bilo to dobro, da se tega držimo. In pa še eno stvar, nekako bo potrebno ob tem, da nacionalna televizija oziroma televizijski programi v bistvu tega več sebuje, poleg domačega tudi tujega ste mislil, ampak tudi domača produkcija je tukaj izjemno pomembna, ker pač tudi naša percepcija, naše dojemanje tega je takšno, da je tukaj zelo dobro, da govorimo isti jezik, čeprav je pač to jezik znanosti oziroma predstavljanje znanosti.
Super, hvala lepa. Mogoče tu naslavljam zdaj kar vse z malo podobnim vprašanjem, ampak iz vašega zornega kota, ki mogoče prihajate malo boljše iz tega znanstvenega, raziskovalnega dela tudi, kako pa se vam zdi, kaj bi si želeli oziroma kje vidite, kdaj je tisti trenutek, da se vaše izsledke, raziskave pridejo v javnost in verjetno je tu tudi nek ključ, da mogoče ni vedno pravi trenutek oziroma je treba počakati, da je neka hipoteza ali ugotovitev nekako zagotovljeno sprejeta, da gre v javnost. Kje je tu meja odgovornost, meja, kje vidite tudi podporo svojemu delu v javnosti? To bi mogoče naslovila zdaj kar na vas tri tlele, tudi na gospod Radulović, vam lahko veliko vprašanje, ampak kar kdor se začuti, da prvo, da bi odgovoril, gospod Pirdošek. Lahko jaz, ker pač prihajam mogoče iz posebej občutljivega področja, ki je medicina. Moje mnenje je tako, da pravzaprav je zelo nujno, da so ljudje obveščeni o vsem. Da pravzaprav je pogled na to, kaj se dogaja recimo na področju zdravja, medicine in tako naprej, tako transparentno, kakor je možno. Zdaj, element odgovornosti pa prihaja v tem momentu, kjer recimo, veste, bom dal en konkreten primer, recimo, mi pri Alzheimerjevi bolezni imamo en določen gen, oziroma neko genetsko predispozicijo, nekaj imenuje se ApoE4, ni pomembno kaj, ampak če imaš ti ta gen, potem imaš skoraj 100% možnosti, da boš demenco dobil. No in zdaj seveda je bilo nekaj časa, medicina ima tradicionalno tak dosti paternalistični pristop, pa to dobronamirno pravzaprav, iz nekega dobronamirnega zgodovinskega okolja, ker so, hoteli so pomagati ljudem, in takrat se je skozi zgodovino, kot je dr. Radulovićeva rekla, če si 20 leta nekako priznal, da masturbiraš, je bilo nesprejemljivo, da je to sprejemljivo, pred 100 leti bi bilo nesprejemljivo, da ti ne bi ubogu gospoda doktorja, pa gospoda župnika, pa gospoda učitelja. Zdaj, jaz mislim, da se medicina, ta paternalistični način se ga rešuje, ga nima več, da ne prikriva več informacij, da bi rekla, zato pa ljudje niso zreli, to pa lahko povemo, tega pa ne smemo povedati. Se pa seveda, ker tudi je obsojena na neuspeh, ker danes na internetu se lahko ti karkoli pogledaš. No in tako se je zgodila ta zgodba z tem genetskim markerjem za demenco. Namreč, najprej so ljudje rekli, a bi me vi testirali, ker tako vam nadpreče, a me lahko testirate. In medicina je zelo upravičeno pravzaprav na tej stopnji rekla ne. To je preveč, več razlogov, zakaj se ne more iti v masovno testiranje. To seveda ne pomeni, da ti ne smeš dati informacije, ti moraš dati to informacijo, ker jo bodo ljudje tako našli na internetu, pa ker je prav, ker je človeško prav, da se znanje deli, samo tako se bo razvilo naprej. No, obenem je pa potrebno, recimo pri tem konkretnem testiranju, ki ga zdaj ponujajo že na internetu, tako da tako ne teč odvisno tega, ali bo doktor naredil ali ne. Ampak to, kar je pa odgovornost medicine, je pa, da to postavi v kontekst, da človeka pokliče k sebi, da mu zelo dobro razloži, kaj to pomeni, recimo, če ima pozitiven test, koliko, da mogoče še ni diagnoza, prav obenem, da mu tudi da nasvet glede preventive, kaj pa zdaj lahko, če ima ta gen, pa ima 90% možnost, da pa demenco deli, kaj pa zdaj, kako pa ne on svoje, kaj pa lahko za svoje življenje naredi, da bo ga osmislil v luči te nove informacije. Če zaključim, jaz mislim, da meni je najbližje stališče, kjer ti absolutno si
pošten in transparenten z informacijami, vendar tvoja odgovornost in odgovornost stroke pa je, da te informacije obteži z neko etiko, z neko odgovornostjo, da nekatere in da potem v nekem kritičnem kontekstu in z opredelitvijo, ne kot samo neutralno podatek. To bi bilo meni recimo. Ja, ker je pogostokrat recimo tudi nove vede iz konca 20. stoletja, ki so prodrle, so bile napačno popularizirane in niso ustvarile tistih učinkov, ki bi jih lahko, in kritičen pogled pokaže, da so bile narejene napake in tudi danes ljudje dosti več ne razumejo tega kot sicer, čeprav imajo različne vrste informatorjev, če tako rečemo, ali pa virov informiranja. Super, hvala. Gospod dr. Bratko, mogoče tudi vaš odgovor zelo vključi umetne inteligence, ker je še posebna odgovornost verjetno. Jaz bi nekaj povedal v luči računalništva, s tem, da je umetna inteligenca šteje kot en del računalništva, ampak je pa to malo povezano s tem, kar je dr. Pavasovičeva, se mi zdi, da odprla in sicer v zvezi s tem, kaj bo naša država naredila, da bo otrokom dala neko primerno izobrazbo. In konkretno v zvezi z računalništvom ugotavljamo, da je nekako pouk računalništva, pa računalniško izobraževanje, pa nisem tole, kar vsi delajo po internetu, pa nekako sami otroci se igrajo z miško kar naprej po pametnih telefonih, ampak principi računalništva, oziroma naprimer algoritmično razmišljanje pa informatično razmišljanje, da je to izobraževanje zdaj na enakem nivoju, kot je bilo pred 30 leti. Na enakem nivoju po vsebini pri nas in tudi po obsegu pouka gre za srednje šole in za osnovne šole. So oboje to. In zdaj, pred 2 letoma je celo Ministrstvo za izobraževanje izvedlo eno konkretno akcijo. Ustanovilo je skupino, ki se imenovala RINOS, računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah. Ta skupina je delala 2 leti, prišla nazadnje do svojega poročila, ki je ugotovilo to, kar sem prej rekel, da računalništvo izobraževanje absolutno ne sledi temu, kot je razmah te tehnologije in metodologije v svetu. Je popolnoma neproporcionalno. In zdaj, kljub temu, da je to ministrstvo to akcijo celo začelo, je nazadnje, ko je prišel ven ta rezultat, ko bi moralo ministrstvo res nekaj narediti, je ugotovilo, da to je mogoče res, ampak da so to tudi že druge države ugotovile, kar je res. Tudi vse evropske države, ampak naprimer na naše sosednje države Hrvaška, pa recimo Srbija, 2 primera, ko so ugotovili tudi to, ampak so potem prehitro spremenili ta pouk, to izobraževalne računalništva, in da so se tam pojavili problemi. In zato je boljše, da mi še vedno malo počakamo. To je neverjetna reakcija. No, zdaj, gospe Pavasovič ni več, če mogoče bi ona imela kakšno možnost, ampak recimo jaz konkretno sem rahlo sodeloval pri delu te skupine, pa na nekaj sestankov sem bil, in dejansko to neverjetno, da potem, ko pride ena zelo očitna stvar, ki je tudi strokovno utemeljena, ko pride na politični nivo, ker pa ta politični nivo je pa tak, da bi, če hočeš pouk spremeniti, potem moraš mogoče tudi pouk, če se drugega malo zmanjšati. In to je problem. Nasičenost informacijami. Danes smo mladi in ljudje smo preveč nasičeni z informacijo. Kako ločiti pozitivno, dobro informacijo od slabega? Obstaja kakšen način, kako spraviti
pozitivne informacije. Jaz se tolažim samo s tem, da zdaj so mnogi ljudje že sami, ljudje postajajo sami od sebe imuni, ne? So razvili neko imunost, da pa slišal, videl sem tole na internetu, pa to sem videl, pa zdaj ne vem, mogoče je res, mogoče ni res. Ne? Ljudje že sami od sebe zavzemajo neko distanco. Ja, ko je toliko velika nasičenje določeno vrsto Ker otroci, informacij, recimo, že v do osnovni šoli selekcije, čeprav ni to pravo. Otroci v osnovni šoli pravijo fake news. Kako to učitelj zdaj ne pove otroku, kaj je zdaj Zdaj negativna posledica pa je te imunosti, da potem ničemur več ne verjameš. Pa tudi ne vem, če dobro. Ja, kar izvolite. Ja, imam jedan prijedlog. Kako ovo što je sad Jermen napomenuo, recimo one naučnike koje mi poznajemo, na jednoj strani naučnike koje manje poznajemo. Kako u suštini nastaju te nove teorije kad ovako našim zdravim razumom razmišljamo? Pa najčešće nastane jedna teorija tako što kad neko napravi teoriju, onda dođe ovaj drugi, pa onda protiv njega, jer tako hoće da mu ospori teoriju i tako nekako stvori on neku svoju teoriju. Tu možemo da napravimo neke granice vrednosti tih teorija koje mi predajemo, vi ste učitelj, verovatno, dakle, znači vrednosti nekih teorija koje mi predajemo i ono što je bitno u celoj toj situaciji je normalno koliko tu meme ima, jer meme ima isto i u nauci. Isto je bilo sa Uranus, kako kažemo, planetom, jer tako, neko je primetio neku prljavštinu tamo, pa 15 godina posle neko rekao nešto se kreće tamo, pa je onda posle 16 godina neko rekao pa to je kometa, pa je neko posle 30 godina rekao hej, halo, to je planet, sigurno jedna planeta i tako dalje. Znači, kada učite decu, ono što je jako bitno jeste da probate vi, koji vladate tom materijom, da ocenite težinu te teorije upravo na ovaj način na koji sam vam rekla, jer najčešće stvarno tako nastaju teorije, meni se čini. Mogoče, doktor Jerman, še vaš pogled. Na kaj? A na lestvico, levo, desno? Mislim, še vedno, tudi iz vašega vidika, kako vi ste znanstveni inštitut Bion, kako vi svoje raziskave lansirate v javnost, na kak način tudi te informacije uspete pravilno ali pa bom rekla odgovorno. Kako bom rekel, kar se je pojavil v javnosti z tega našega loga raziskovanja, recimo pred leti, je bilo v tej isti javnosti v veliki meri zasmehovano, pa govorim o tako imenovani znanstveni javnosti. Ne, da bi nas to zdaj zagrenili ali pa ne vem kaj, vzeli nam nek optimizem in zanos in tudi konc koncev neko moralo nadalje raziskovati tisto, kar vidiš, da obstaja, ker si izmenjuješ, študiraš in tako naprej pač, ne. Ampak vendarle, jaz mislim, da je žal na tem področju in sploh ne govorim samo o Sloveniji, en velik del preko znanstvene javnosti, če smem tako reči, zelo hitro branijo paradigmo, mislim, obstoječo, torej te mene, kot je stvari govorila prej, ne. In v bistvu zaslepljeno oziroma, tako bi rekel, nekako instinktivno kot čreda, ne. In se ne poglobijo, recimo, in celo pri tem se poslužujejo nekih imenskih voditeljev, kot recimo profesor Hadžija, ki so ga potem tudi v časopisih poseben intervju naredili nek prostor, to je brigad starosta, rekel, fizikalne kemije, recimo, precej študiral o vodi, ja, tako, no, tako, evo, ne, tako, in recimo ena njegova izjava je bila tam, da o vodi že vse vemo. Skratka, če doslej nismo v teh glavnih študijah zasledili, da bi voda naj imela spomin, jaz ne rad uporabljam ta pojem, da bi zlorabljam, saj govorim o dinamični urejenosti vode, no to je zdaj ni važno. Skratka, kot je on govoril, pač, če nismo to zasledili, potem tega ni, ne? In to se ga uporablja potem kot avtoriteto. Skratka, ko si soočen s takimi izzivi, potem vidiš, da se velika večina teh znanstvenikov vede podobno kot verniki, neke
v neki cerkvi, in ki se potem popolnoma obratno, kot ne bi se dogajalo v tej isti znanstveni srednji, torej rečejo, recimo, papež je tako pa tako rekel, tukaj recimo profesor Hadži je tako pa tako rekel in zdaj to je to. Pričemer bi sam upozoril, če kdo mečkam bolj zasleduje znanstvene raziskave, ki so bile v uglednih znanstvenih revijah. Recimo pred kratkim objavljene ugotavljajo, da okoli DNK naprimer obstaja tukaj ena kiralna struktura vode, to se pravi levo-sučno, desno-sučno, da suka svetlobo in da sodeluje pri organizaciji te osnovne genetske materije, DNK. Recimo, to je precej presenetilo, znanstvenike. Hočem reči to, kar sem tudi povedal, da znanost tudi ortodoksna spoznava marsikaj novega, tako da izjava nekega takega starosti, da v vodi že vse vemo, je preprosto tudi z tega vidika popolnoma prazna in samo doktrinarna, bom rekel, dogmatska. Ampak problem je, ker potem večina znanstvene skupnosti pa se drži tega kot tropovac pastirja in ponavlja to in zasmehuje vse, kar pač se s tem ne sklada. Pričemer pa ne gre gledati dejstva. Jaz sem bil s tem zelo natančno, soočen, ker sem bil mentor tej dr. Nadi Verdel, recimo, ki je imela doktorat, se ga je označeval, da je to doktorat homeopatske, ne vem kaj, pa v resnici sploh ni šlo za to, ampak ne bi zdaj šel v detalje. Ampak skratka, okoli tega so se razvile razne polemike in dokazovanja, kako ne obstaja spomin vode, pri čemer nihče od teh ni šel pa recimo gledati to, kar sem tudi omenil tukaj, študije, ki so iz zelo različnih laboratorijev, ki uporabljajo različne sodobne tehnike fizikalno-kemijskih raziskav, dynamic light scattering, recimo, potem celo atomsko, recimo, masno spektroskopijo in naprej. Skratka, različne, ki to dokazujejo. In jaz mislim, da je tukaj zdaj ogromno nekih predsodkov in samo predsodkov, ki onemogočajo razvoj neke znanosti, zato ker bi bilo treba spremeniti paradigmo. Tako da, če me vprašujete, kar se javnosti tiče, prodora v javnost, mi, torej na inštitutu Bion vsekako zelo komuniciramo z javnostjo, predvsem z tujo, ne toliko za domačo slovensko tujino, pa recimo na ResearchGate, kdo pozna, bi rekel to aplikacijo oziroma nekaj ala Facebook med znanstveniki, Zelo konkretni, dr. Jemlj. Kaj pa po tvojem mnenju, če bi to bilo sprejeto, da obstaja spomin vode, če uporabljamo tako, kako bi to vplivalo na to dotično področje znanosti, oziroma ali je to samo nasprotovanje per se, ker tako, ali je to nasprotovanje zaradi posledic, ki bo imelo, če kaj takega sprejelo? Bilo bi treba zdaj na bazičnem nivoju sprejeti določenih temeljnih stvari o vodi ali pa organizacije materije še ne poznamo, oziroma treba je bilo sprejeti določene teorije, že obstajajo, kvantna teorija polja, so nekateri Italijani že na tem delali, torej, ki razlagajo, kako lahko pride do tega fenomena. Ni zdaj, da to zdaj, nimamo nobenih teoretskih optimališč. Torej, to bi se zgodilo, potem pa jaz mislim, da bi prišlo do lahko velikih pozitivnih sprememb tudi v družbi, kar se tiče recimo zdravljenja, torej farmacije. Jaz osebno nisem nikoli bil posebej naklonjen homeopatiji, pa da bi kdajkoli pri kakšnem homeopatu in tako naprej, tako da jaz tudi ne čutim, da bi zdaj hotel homeopatijo uveljaviti kot posebno metodo zdravljenja, čeprav čisto spoštujem. Ampak gre za drugo, gre za to, da torej očitno mi lahko dosežemo, da se neka, bomo rekli, struktura neke substance pojavi na nek določen način v tekočini, niti nam rekel, da je nujno v vodi, da torej pride do tako emulacije tega in da to lahko potem vpliva, da to lahko fizikalno-kemijsko zaznamo ali pa kot organizem, torej vpliva na fiziološke procese. Obstajajo študije, ko so delali s tkivnimi kulturami, biokemijske študije obstajajo tudi,
na rastlinah, na živali, skratka tam, kjer ne moramo govoriti o sploh konceptu placeba, recimo, ne, ker se drugače reče, da je homeopatija v bistvu izkoriščanje placeba, ne, zato sem to omenil. Torej, če bi enkrat to postalo splošno sprejeto znanstveno dejstvo, potem bi to lahko imeli zelo pozitiven vpliv na sam proces zdravljenja bolezni. Jaz bi rekel, da bi lahko mnoge bolezni, ki jih zdaj zdravimo z nekimi dragimi farmaki in pri produkciji katerih tudi onesnažujemo okolje in tako naprej, bi mogoče lahko na mnogo bolj tudi ljudem dostopen in cenejši način pomagali, ne, in tako naprej. Da ne omenjam recimo zelo zanimivih zadev, ki mogoče nimamo časa za to, recimo, da se tukaj lahko iz tega, ko bi to znali razložiti, kako lahko sploh pride recimo do prenosa bolezni norih krav, za katere obstaja študija, ki so delali na hrčkih, da celo pri 600 stopinjah Celzija, to je vse dostopno, ne, se zanimivo, torej ta, bi rekel, prion, ne, to je ena posebna beljakovina, ki, ko je deformirana, povzroči, tudi bi rekel, ravno tako deformacija možganov, to vi, ne, to dobro poznate sigurno. Skratka, kako se lahko prenese temperaturo 600 stopinj Celzija, ko praktično se je vse upepelilo in so s tistim pepelom, torej to pepel dali potem nekim drugim hrčkom in so pridobili to bolezen in to, mislim, statistično značilno in tako naprej. Vete, in zanimivo je kaj tudi, jaz sem šel to malo bolj gledati, da se to sicer pojavlja potem kot standard za neke vrste higienski standard, torej da vse, kar je bilo kdajkoli v stiku z okuženim, torej to niso bakterije ali pa virusi, to so beljakovine, če si predstavljate, torej kar je bilo v stiku s temi beljakovine in potencialno je treba zažgati, je treba iti na 1000 stopinj Celzija, ker tam so pa videli, da se ne prenese več. Ampak 600 stopinj je, vsak, ki je doma v kemiji, vi ste omenili to, ne, se pravi, vemo, 60 nimamo več tako biološke aktivnosti, tako konkretno, jaz se tudi tukaj podpišem pod to izjavo, ne, in tukaj pa 600 stopinj še vedno prenese učinek, ne, gotovo pa ne more več strukture. Na Marsu? Ja, tako. No, toliko približno. Hvala lepa. Prej smo zelo, že bom rekla, je bila vržena v eter beseda modrost. Modrost in znanost. Aha, gospod Kubaj, se mora... Se upravičujem, ker imam naslednje sogarno Ljubljani. Hvala lepa. Sem mislil, da bomo prvotno dojenih končali. Tako bomo še prinesli akademsko. Srečno, hvala lepa. In lepo nedeljo jutri. Mi pa samo še toliko, da se govorimo malo modrosti v znanosti. Veliko je bilo slišati tudi, da je problem ali pa izziv v dehumanizaciji, da se je mogoče ta človečnost, je vprašanje, ki se pojavlja. Koliko je zdaj so znanstveno odkritja, računalniška umetna inteligenca, tudi mene na vse zadnje, kje pa je tista modrost? Gospod Pirtušek je prej rekel, da se mora znanost danes odpirati nečemu novemu, da se v resnici vstopa na področje, ki prej ni bilo tako domače. Koliko ste kot znanstveniki pripravljeni se odpreti temu področju, tudi vi sami, vsak pri sebi, in mogoče brisati svoje mene in, bom rekla, graditi mostove med različnimi dimenzijami, ki jih znanost tudi vse bolj nekje zaznava. Mogoče začnemo pa zdaj tokrat s gospod Radulović. Mi tu još jednu stvar koja je veoma bitna, kako naš svet u suštini funkcioniše, znači ne samo nauka, znači da li će se nešto uopšte pustiti ili cenzurisati u nauku, to je prvo pitanje, znači prvi filter na koji udaramo. Eysenck, poznati lekar u tadašnje vreme, govori znači da medicinskom fakultetu 52. godine treba pustiti to znanje što imamo, treba im dati to znanje koje postoji. Zašto to ne činimo? Recimo jedno pitanje. Mi znamo da, recimo, da financijska oligarhija Amerike
Rockefeller, Rothschild, Warburg i ostali. Rockefeller posebno finansira medicinski fakultet, je tako, u Americi. I oni govore kako će se učiti, oni registruju šta će se na fakultetima učiti. Znači, nema te slobode znanja. Znači, već u startu kada nas nešto interesuje, mi smo već determinisani. Ne možemo da dobijemo ono što bismo mogli da dobijemo. Richard Gregory govori o nekoj potencijalnoj inteligenciji koja je u nama, koja treba da se aktivira. A to je verovatno da se i dešava među naučnicima nekim koji opet i kada dođemo do to nekog znanja ne mogu da ga pokažu i ne mogu da ga razviju. Zašto? Jer Rockefeller ima fakultete da bi držao farma industriju i tako dalje. Znači sve su to karike koje se dešavaju u našem svetu da bi mi dobili tu slobodu razmišljanja. Pa onda idemo dalje na ovo što je pitate i o znanju i sve. I to je žalosno u tom, žalosno, ajde nećemo reći žalosno, ali to su sve prepreke koje mi moramo da prevaziđemo da bismo nekako se oslobodili, manje bili determinisani i krenuli na. Hvala vam. Vabim še vas, Kris, k komentarju, razmisleku, odgovoru na to temo. Lahko se začetek samo, ker se mi zdi, da pravzaprav napačno uporabljamo besedo mem. Torej, mislim, da je dr. Radulovića jo je prikazala kot, pravzaprav mogoče poudarila tisto bolj negativni pomen mema, kot enega negativnega virusa, ki se ga moramo znebiti. Vendar Richard Dawkins seveda v svojem delu on nam mem zoprstavlja genu in pravi, da je osnovna informacija v biologiji, ki se vleče skozi tisočletja in milijone let, je gen. To je biologija. In to je nekaj, kar zdajle še v tem trenutku v našem življenju ne moremo še spremeniti, bomo pa že jutri tudi lahko, bomo lahko svoje gene spremenili. Zdajle trenutno jih še praktično ne moremo. Za men pa on pravi, da je pač to osnovna informacija širjenja kulture. Se pravi, men... Sociokulturološki gen. Tako. Se pravi, men je tudi recimo to, da jaz znam pisati. Se pravi, men je lahko nekaj pozitivnega ali pa negativnega. Če pa je to predsodek, potem je pa negativ. Lahko je pa tudi to je vse to kulturološko, kar jaz lahko v svojem življenju spreminjam in za kar jaz ne potrebujem milijon let. Ampak lahko naredim, da se recimo Google se razširi v nekaj dneh. To je glede tega, glede modrosti, ja, veste kako jaz mislim, ker se tako hitro razvijamo. Epidemiološki. Ja, tako, ker se tudi naši meni, če želite, tako hitro spreminjajo. Tega mi v evoluciji še nismo videli. In nismo videli, in v čem je ta bodočnost oziroma tale sedanjost različna od vseh ostalih kulturoloških revolucij. Ali če vzamemo tisto revolucijo 10.000, ko se je izpala Olimpika v Neolitik, pa smo začeli mesta graditi. Takrat se nam je v možganih strukturno nekaj spremenilo. Ko smo 5000 let pred našim štetjem uvedli, ko smo začeli pisati na tiste tablice in smo osvojili pisavo, se nam je zgradil en nov del možganov, spremenil en del. Ko smo začeli risati prostor kot mape, sever, jug, vzhod, zahod, se nam je desno temporalno tule naredil en del možganov, ki pa zelo dobro prostorsko obvlada. O vsaki tehnološki revoluciji so se nam možgani spremenili. Vsakič, ko tudi zdaj recimo se nam vsem spreminjajo možgani, ker neke nove informacije. In to nič ni slabega, in to nič ni groznega. Zdaj, kaj pa je različno pravzaprav z internetom, je pa to, da mi imamo v sebi tak zelo globok hedonistični del možganov, ki ga rabimo za zadovoljstvo. Nikoli v zgodovini prej ni bilo možno, da ti pravzaprav vsakih nekaj sekund, če želiš, si izstreliš
eno količino dopamina in ti zadovoljiš, ne, se pravi, ti si lahko 24 ur ali na neki igrici, ali na nekem, ne vem, ali na neki pornografiji, ali na neki, kar samo tebe zanima in zelo se po eni strani izoliraš, ne, lahko v svoj virtualni svet, veliko bolj si pa odvisen od okolja, od ljudi, če ti bo crkno računalnik, kaj takega bo vse narobe. Jaz mislim, da je in pa, se pravi, prvo je, da se ti mnenji začenjajo širiti z neko brezglavo hitrostjo, drugo pa je, da mi zdaj pa prebijamo zadnji, pa verjetno najpomembnejši tabu, ne tabu, ampak pravzaprav tisto, kar nas je omejevalo. Mi začenjamo spreminjati tudi svoje gene, mi začenjamo spreminjati biologijo, mi spreminjamo ta planet, iz Amazonije naredimo Manhattan in jutri bom v dobri giri, da ne bom imel te in te genetske bolezni, recimo, da moj otrok ne bo pri 70 postal dement, mu bom popravil en gen. To seveda je začetek poti nekaj, ki lahko vodi v dobro in v slabo. Zaradi tega jaz mislim, da je nujno pravzaprav, da to mora družba zelo zavestno narediti, ima pa čudovito podlago v možganih in to je, da si zelo zavestno prizadeva za to modrost. Ne? Mi imamo v možganih del, ki je pravzaprav za modrost, to je tukaj frontoorbitalno, če malo pretiravam. To je en del, ki je med emocijami, med tem nižjim limbičnim delom, z impulzi, z čustvom, pa med tem zelo kantovskim, bi človek rekel, dorzolateralnim, tule zgori zelo razumsko. Mi imamo, ne, tukaj vemo tudi, da če tu prihaja do bolezni, prvo, kar bom izgubil neko emocionalno empatijo, neko emocionalno inteligenco, socialno inteligenco. In jaz mislim, da je pravzaprav rešitev, ko človek ne bo zdržal, jaz mislim, da človek tega spina ogromnega ne bo zdržal. Ne? Tako da, če ne bo v vsaki znanosti, ki od zdaj naprej prihaja, vključno z umetno inteligenco, z medicino, recimo neke modrosti, ne? Nekega spraševanja, koliko bom koristil, kaj bom naredil, to pa ne more znanstvenik sam. Ne? Zato moramo sedeti skupaj filozof, pa pravnik, pa psiholog, pa mama, pa oče, pa ne? Jaz druge možnosti ne vidim. Ne? Če bo to prepuščeno samo znanstveniku, morda bo to zadostilo znanstvenikevu ali pa zdravnikovemu, recimo nekemu narcisizmu ali pa neki omnipotenci, ne? Pa lahko pa v bistvu to je rešitev. Pusto povedal. Vas lahko eno hitro stvar vprašam. Pred kratkim sem zasledil en poskus, ena organizacija HeartMath iz Amerike pa dela kar zanimive raziskave. In če se prav spomnim, ena raziskava je bila preizkus, ki je pač pokazal, da obstaja inteligenca srce, ki vidi hitreje, kot vidi naše oči. Praktično je napovedovalo tako, če mogoče Igor si ti bral, ampak ko so kazali slike z nedoločenim zaporedjem, ki ene so bile vesele, ene so bile takšne in take, in srce se je odzivalo hitreje. No, pa da ne bo napačnega razumevanja, pa da ne bomo šli 600 let nazaj pred renesanso. Vseeno bom to postavil v možgane. Jaz bom odgovoril z enim drugim čudovitim poskusom. Ljudje torej rečejo, nekdo jim umre, nekdo jih zapusti in so na dnu svojega življenja in pa rečejo, tako me boli srce, jaz mislim, da mi bo kar strlo se srce. No in so naredili en tak zanimiv nevroznanstveni poskus, danes lahko vse te ljudi slikamo, kaj se dogaja v možganih in so dali v enkrat so slikali tisti ljudi, ki so imeli srčni napad, angino pectoris, to rečemo, ker ti ne pride dovolj kisika v srce. Ne. Potem so pa dali, drugi so pa z isto aparaturo pogledali tiste ljudi, recimo, ki jim je nekdo umrl ali pa jih je nekdo zapustil in so rekli in so izjavili, tako me boli srce. Ne. In spremembe so pravzaprav v enem delu možganov, imenuje se inzula, ki je zelo povezana z nekim notranjim občutjem, z vegetativnim živčevjem našega telesa, zelo blizu oziroma na identičnem mestu.
Ne? Se pravi, je, če želite temu reči, emocija srca, ne? Vendar ta emocija srca je seveda v neuralnem, v živčnem tkivu, v določenem delu možganov, ki pa je povezano z srcem. Hvala za to razlago. Mogoče je bilo bolj povezano z modrostjo, ne? Da nekdo ve prej, ne? Kje se dogaja, ampak da nekaj ve prej. Samo kratko, pošto sam u psihokardiologiji, čak što više vidimo primere, znači bolesnika se tiče srca, možemo tačno da psihičku dijagnozu, na osnovu psihičke dijagnoze da pogodimo koji deo srca je to potrefilo, da li su to leva, desna komora, da li su to zalisci, da li je to aorta, da li su to ovi, kako se kaže na srpskom ovi, KHK, ne septum, nego ove što hrane srce, krv, aorta, ne aorta, nego ova 3 komande, koronare kraka je Vesna? Te vidiš da ih rade. Tačno znamo, znači, kada znam da je to i meni dođe pacijent, ja tačno mogu već unapred, imam svoju teoriju o kojoj se dijagnozi kod njega radi. To je meri srce povezano. Dobro, če samo še to rečem, se pravi, ni pomembno samo, da se vprašamo, kako bom do tega prišel, kaj je tisto, kar sem rekel, kaj je mehanizm, ampak včasih vprašati, ali je sploh to potrebno, recimo, da se ne, ali je to sploh problem, ali je to nekaj takega, to se bo premalo spraševati. Ker medicina je neverjetno močna postavljenost, neverjetno, kako bomo lahko mi spreminjali, ne spreminjali, ne. Tako da bo bolj bistveno vprašanje ali kot pa kako. Gospod Bratko, ali umetna inteligenca? Za taki, ki bi mogoče umetna inteligenca odpeljala, to, kar je profesor Pirtošek povedal glede modrosti, se je popolnoma strinjal in isto čutim, da bo človeška rasa težko prestala vse te možnosti, tehnološke možnosti, medicinske možnosti, recimo internet, ki je nek tak stihijski razvoj. Ampak pa tudi to, potem mora biti to interdisciplinarna modrost, več strok, ampak se mi zdi, da ta modrost ima zmeraj manjšo moč, ker so vzvodi, ki vodijo pa ta stihijski razvoj, so pa preveč močni, in to komercialni ali ekonomski in tako naprej. Tako da ne vem, nekaj bo treba vsem podljublati tukaj. Ti zvezda, kakšna idejo. Jaz mislim, da bo moralo to, torej mene to malo spominja na stanje zdravil pri demenciji. Veste, mi smo tam v 90-ih letih smo našli neka zelo mala, ampak vsem delno učinkovita zdravila pri demenciji. No, potem je pa seveda industrija farmacevtska pa zaslutila eno ogromno priložnost, če se bo razvilo zdravilo za demenco. In so vsi šli v to in tam nekje leta 1995-2005 ogromno laboratorijev, predvsem pa farmacevtskih firm z nekim izrazito finančnim komercialnim interesom dela na teh zdravilih. Kaj se pokaže? Pokaže se, da seveda demenca je demenca starih ljudi. Stari ljudje imajo tako 5 drugih bolezni, pa 15 nekih zdravil, pa tako umrejo. Skratka, ne splača se preučevati zdravila za boleznega starega človeka. Preveč je metodološko zakomplicirano, preveč je finančno, nevarno pa te še toži, bo tako umrl, pa te bo tožil zaradi tega, ker je umrl zaradi tega, preveč je komplicirano. In tam nekje v začetku tisočletja se zelo tiho farmacevtska firme umaknejo ven, kar je katastrofa. Veste, mi imamo danes, Slovenija je danes ne da ima največ starih ljudi v Evropi, so še države, ki imajo več, vendar je najhitreje po dinamiki, smo mi najhitreje starajoča se družba v EU in recimo, če pa povem samo za dementne, danes jih je recimo 30 000, leta 2050 jih bo 3-krat več, se pravi 100 000 Slovencev bo dementni. Za vsakega dementnega mora skrbeti recimo 1-2, takrat pomočno dementni, se mora ta 2 okoli, se pravi 200-300 Slovencev se bo samo s tem ukvarjali in tudi starejših, kot 60 bomo imeli 2-3-krat več.
In vidite, se pravi, to ni odgovor, to, da se farmacevtske firme zaradi tega, ker rečejo, to se pa ne splača, umaknejo, ni odgovor. Za sedanjo zakonodajo tega ne moreš preprečiti, ti ne moreš reči, ti moraš pa to in to delati. Se pravi, kaj se je zgodilo? Našli so se določeni modri politiki, recimo, seveda svojimi svetovalci politiki, mislim, da so bolj redko modri. No, ampak recimo Sarkozy je bil takšen, ki so razglasili ali leta ali desetletja možganov, so povabili vse, pa so rekli, država vam bo posebej subvencionirala, vendar vi morate, se pravi, to pa je zdaj bila politična, morate vlagati v raziskave zdravil za demenco. Jaz mislim, da bo enako, da bo modra politika, torej, da vi morate v šole uvesti tak in tak kurikulum in v znanstvene srednje, ne vem, take in take komisije, ali etične, ali kaj takega drugega, jaz ne vidim. Jaz bi tukaj nekaj komentirala, če smem, če dovolite. Poslušam razmišljanje, razvoj zdravil. Jaz se pa sprašujem, ali je rešitev razvoj zdravil, oziroma na drugi strani, ali je rešitev iskanja vzrokov za nastanka bolezni in eliminiranja oziroma kot ohranitev človeškega telesa pred temi vzroki, da pravzaprav posledično sploh zdravila niso potrebni. Mislim, da oboje mora biti, to mora biti oboje. Glede seveda starosti, bile so dve teorije, ena, ki je zdaj manj popularna, je, da če bo medicina pa tehnologija, če bodo blazno uspešne, lahko živimo stoletja in tisočletja. Danes se veliko bolj uveljavlja neko videnje znanstvenikov, da je naš biološki iztek tam okrog 125. leta. Zdaj pa seveda, glede bolezni v starosti sta pa tudi dve teorije. Ena je, da je eno je staranje, ki te naredi bolj krhkega, tako, vendar ne vpliva na tvoj spomin. Ti načelno ne bi smel biti pozabljiv, če si star 100 let ali pa 120 let. Si krhek, lahko so malo bolj krhke kosti, malo bolj krhke mišice, nekoliko počasnejšo cerebralno. To je dovoljeno, vendar ti ne bi smel biti zaradi tega ali pozabljiv, ali da bi te bolelo levo koleno ali kaj tako, to pa ne gre starosti. Ob tem se ti pa lahko naredijo razne bolezni, reumatizem, Alzheimerjev bolezen, kaj takega. Druga skupina znanstvenikov pa pravi tako, osnova vsega je staranje. In iz staranja, se pravi, da te bolezni so del staranja po tej drugi teoriji. In FDA do lani je absolutno podpirala prvo misel, eno je staranje, moramo staranje narediti čim bolj kvalitetno z profilaktičnimi, preventivnimi programi, z zdravim načinom življenja in tako naprej. Bolezni pa moramo ugotoviti vzrok, tako kot ste rekli, vendar potem tudi, če ti ugotoviš vzrok, pa ponavadi, torej znaš čudovito zdravilo narediti. A veste, če imaš tumor, potem boš tumor odstranil. Če ti manjka v možganih enega nevrotransmiterja in zaradi tega ne moreš hoditi, boš dodal nevrotransmiter. Lahko v obliki rožic, lahko v obliki tablet, lahko v obliki kirurgije in danes tudi vemo, da če nekoga primeš za roko in se z njim pogovarjaš in mu daješ ljubezen in tako naprej, da tudi narediš spremembe v možganih. Vendar pa enem težkem parkinsonizmu to ne bo dovolj. Tam boš moral dati ene tablete ali pa kirurgijo narediti. In FDA, v čem je pa zdaj, je pa FDA pred 2 letoma pa prvič pristala pravzaprav z nekimi argumenti ene znane skupine v Ameriki, ki se bavi z starostjo, da morda pa je res pravzaprav osnovni vzrok staranja in zdaj so dovolili prvo preskušanje zdravila, enega zdravila, ki je sicer znano zdravilo proti diabetesu, da bi najprej bom rekel, pomagali staranje, zdaj prav, da bi staranje mi omilili ali zavrli s tem, pa sekundarno ostale bolezni. Skratka, moj dogovor, ali ste, to ni ali to ali ono, to mora iti paralelno. In zdravila, in kirurgija, in psihoterapija, in profilaksa, da tečem, da zdravo jem in tako. Problematika v bistvu nastaja tukaj, ker ta starostno omejo, čeprav sledim, se niža z nastankom teh. Starostno omejo, pač bolezni, ki so včasih veljale za starostnike, se danes pa pojavljajo prvo tukaj mlajših ljudi.
Ne, veste kako, mi jih odkrijemo zdaj. Ne? Mi vemo recimo, da Alzheimerjeva se še vedno začne tam pri 70. ali pa kaj takega, vendar mi danes vemo, ker imamo tako dobra slikanja, pa neke biomarkere v krilah, ko pogledamo, da ta bolezen je že prisotna, pravzaprav že pri 40-letniku, se pa še ne pokaže tako. Hvala. Ja. Eno stvar spet bom dal tak izziv, ampak mogoče za razmišljanje, mogoče najbolj povezana z dr. Bratkom, pa z umetno inteligenco, ampak verjamem, da ampak modrostjo, predvsem prijatelji iz Varšave, pa so del enega projekta Poljska, Azija, želijo pa razvijajo že umetno inteligenco, ampak s ciljem, ali je to možno, da bi naredili eno svetovno, etično, moralno, inštanco skozi to, kar ste vi na nek način že omenili za temi deep neuronskimi mrežami, kjer pride odgovor, ki ga mi nikakor ne razumemo in zdaj vprašanje, ali se lahko s tem strinjamo, ali ne, ampak v bistvu eno razmišljanje. Meni se zdi zelo impresivno, ne, in bolj ko vidim, se mi zdi, da enkrat se lahko kaj takega pojavi, ampak evo, tako. O tem projektu, to je dejanski projekt. To je dejanski tako. Njihova ambicija je, da uporabi prav globoko nevronsko mrežo, da se nauči etike. Tako, toliko, kolikor jaz poznam, je, da učijo, se ve, da se pa... To je možno, ne. Ampak sem pa dokaj skeptičen glede potem učinkov takega stroja, ki bi dosegel to sintetično etiko. Ta bi se tudi spremenil, s časom prilagajal. Vem, da so na začetku, da so prišli, da so rekli do 3. 4. razreda, nekje je to, kar vzgajajo, ampak definitivno so pa sprašujejo, ali je to sploh možno, kako to, kje, ampak... To je meni zelo intelektualno, zelo zanimivo vprašanje, tak zanimiv projekt, ampak jaz ne pričakujem, da bi bil signifikanten glede v smislu razvoja človeštva. In to kulturološko, ne so lahko etike zelo različne, pa tudi zlasti recimo to, kar sem pa povedal v moji prezentaciji, da če pa dela to nevronska mreža, ki pa ne bo, kjer pa človek ne bo mogel razumeti, kakšne so zdaj principi te etike, po kateri se da mreža odloča, to pa jaz ne verjamem. Jaz to ne, ja, to je hujše, ne. Nisem za to. Jasen odgovor. Kot znanstveni poskus, super, zanimiva tema. Tako se, verjetno tako jemljajo, ampak evo, hvala lepa. Super, imamo tukaj še eno vprašanje. Ja, jaz sem še eno vprašanje. Profesor Jerman je omenil, da smo še vedno v tej mehanistični paradigmi, pa nekako ugotavljamo, da je veliko bolezni ravno v tej nehumani organizaciji. Ali je z vašega vidika mogoče resnično nov vidik humane organske organizacije tisto zdravilo za človeka, za organizacijo in družbo? Če sem čist razumel to vprašanje, v bistvu smo mehanistično, bi rekla, v neki linearni paradigmi. In v bistvu mnogo stvari se odvija človeku dan danes, bi rekla, tudi na, bi rekla, vlada profit. In v bistvu v tem vladavini profita je v bistvu žrtev človek, organizacija. In v bistvu, tako kot je gospa omenila, zdravilo za organizacijo je v bistvu človek, sam zdrav človek. Ja, ampak zdaj, mislim, mehanistična paradigma, veste, torej, siguren danes ni več take paradigme, kot je bila včasih, recimo, še v prejšnjem stoletju. Imamo danes vsem tele razne omike, ala genomika, ne, potem proteomika in podobno, skratka, kakorkoli gledamo, znanost prihaja
do tega, da je treba upoštevati neko celoto, en sistem. Ne? To je ena zadeva. Ne? Zdaj, kar se tiče zdravila, ne? Jaz se strinjam tukaj z kolegom, da je potrebno oboje. To se pravi, na eni strani tudi vendarle videti, da se da podpreti neke stvari z ustreznimi zdravili in po drugi strani seveda delati tudi na preventivi in na spremembi družbe, ampak tisto, kar je bilo osnovno, ne, to se pravi modrost, to je bilo vprašanje, se to pridružujem nekaterim že prej povedanim mnenjem, da to je nekaj, kar mora iti ven iz znanosti, ne, prej bi omenjen Sarkozy, to se pravi, ti moraš imeti neko politično odločitev, ne, na neki drugi ravni, da se bo pravzaprav lahko tudi znanost spremenila, oziroma da se bojo raziskave orientirale v določeni smeri, ki se sicer ne bi, ker se pa strinjam drugače, kar ste rekli, torej, če je glavno vodilo družbe profit, potem je seveda ta profit deluje v svojem lastnem interesu, da tako rečem, in človek je potem največkrat žrtev tega interesa. In ja, to je sigurno v nekem smislu razkrajalni element družbe, ne? Če smo se pa zdaj odločili za to, potem se moramo tudi s tem soočati in če hočemo družbo ohraniti, potem bo treba temu pristriči perutničke in pa še enkrat, ne, za znanost ravno tako, danes je še veliko bolj draga in zahtevna, kot je bila v času Galileja, ne, ki je lahko še spuščal neke predmete, si ga stran stolpa, recimo, pa gledal, pa tako naprej, pa štev, pa prihajal do nekih spoznanj, sicer še ni imel enačbe, pol še da Newton 100 let za njim prišel do njih, ampak skratka, medtem, ko danes seveda si pa tega ne moramo zamisliti in zato znanstvenik je danes zelo odvisen od financ, ne, in zato je potrebna spet nekakva politična pobuda, če hočeš ti usmeriti raziskovalne napore v smeri, ki sicer jih tale profitna logika ne podpira. Ne? Ker to je v bistvu bilo rečeno. Ne? To ne prinaša recimo dobička, s tem se ne bomo več ukvarjali. Ne? Ampak to je pa mogoče, da se ne. Tako, no. Super, hvala. Jaz bi v tem zdaj mogoče nekako malo začela strnjevati misli, zaključiti tole današnje srečanje, ampak bi pa predtem še povabila, če je še kakšno vprašanje iz publike. Mogoče komentar na to vprašanje prej, glede etike in umetne inteligence. Podobno kot smo videli tisti primer z Pando in pa Gibonom, se pravi malenkostna sprememba v vhodnih podatkih, ki vodi v popolnoma napačno sklepanje mreže, ki sicer odlično prepoznava določene stvari. Mislim, da se lahko enako zgodi tukaj, ker tudi, če natreniramo nevronsko mrežo z recimo duhovnim učenjem nekih duhovnih učiteljev, za katere rečemo, da je to etično učenje, ali pa da vsebuje neka etična pravila, bo to natrenirano na osnovi statistike in algebre in nekih matematičnih pravil po različnih nivojih, se pravi z različnimi nivoji abstrakcije, ne, in tudi mreža se potem nazaj uči z neko povratno, refleksijo sebe, ampak spet na podlagi matematike, da optimizira svoje delovanje proti nekemu cilju, ampak vendarle mreža tukaj nima nobene dinamike, da bi se sproti odločala, da bi šla v neki drugi smeri, ko bi gotovila, da mogoče bolj optimalno v nekem trenutku. Tukaj vidim neko razliko med človeško etiko in pa tako naučeno etiko. Se pravi, primer s Pando bi mogoče moral malo pojasniti. Tisti primer je bil dejansko, da bi se v praksi slučajno zgodilo to, je zelo neverjetno. To zbrav, da je nekako človek sam je najdel eno možnost, da zmede to nevronsko mrežo s prav posebnim šumom, ki ne bi bil sicer naključen, v tem primeru ni bil naključen, zgleda pa kot naključen, da se potem mreža tako strašno zmotila. In je recimo verjetnost, da do tega pride, lahko se bi zgodilo v naravi, ampak da do tega pride je izredno majhno. Tako praktično nemogoče. Ne? Tako da to je bil prav zelo namerno skonstruiran primer.
Ja. Pa si teh primerov je več, in zdaj v etiki, recimo v razvoju etike bi tudi bilo možno, da pride do neke popolnoma sprevržene etike, ne? Po nekem čudnem naključju preko. Ampak to bi tudi v naravnem človeškem razvoju lahko prišlo, ne? Po nekem čudnem naključju. Ne? Tako tega se niti jaz ne bi tako bal. Ne bal, ampak mislim se tu navezati na modrost, ki ste jo prej omenili. Zdaj, če zreduciramo recimo tista duhovna učenja, etična učenja na neke temelje, bi rekli, ne delamo drugim, ne vem, nečesa nasilnega zlega, ne ljubimo druge, pomagajmo drugemu, recimo, ne, se da zreducirati na eno osnovne pravila, ki jih lahko apliciraš potem na vsa področja. Ne. Ampak to je spet abstrakcija, ki jo prinaša, ali pa ki je povezana z neko modrostjo, ne, človeka. In zdaj tukaj je vprašanje, če lahko sistemi, ki jih natreniraš na podlagi določenih faktov, ne, če so sposobni nečesa takega. Super, hvala za ta komentar. Je zelo dobra istočnica za zaključno mogoče misel. In sicer bi zdaj povabila Domna najprej, ker je ta istočnica mi je dala tudi iz modrosti, izvira nek ta celostni vidik, ne, človeka, ki smo ga že malo omenjali, vsak na svoj način, da znanost vendarle se odpira nečemu bolj celostnemu, ne samo faktografskemu človeku in interakciji naših elementov, ampak recimo Domen, ki prihaja iz teozofske knjižnice Alme Karline in mogoče je ta duhovni ustroj v tem pogledu bližji, duhovni ustroj človeka in znanost, kako lahko zdaj znanost v resnici podpre tudi duhovni ustroj človeka. Mogoče ena taka kratka zaključna misel za ta dan. Domen. Ja, modrost, kaj smo meni študirali. To se mene fascinira umetna inteligenca in mi je vprašanje, ali se lahko to enkrat združi s tistim, kar ne more biti umetno. Ne? Tako, ali lahko kdaj bi pripeljali z te strani materialističnega sveta stroj do takšne mere, da bi se združil s tistim, kar ni v naših rokah, ne? Pa je ali življenjem ali to, karkoli bi rekli. Bolj bi jaz iz tega, kot kar sem izrazil moj duhovni ustroj, veliko hvaležnost za vaše delo, pa da ste vi tukaj. In za vse tukaj, ki ste, in za vse nas, ki izzivamo, tišimo in čutim, da za voljo dobrega, za malo širše, ne samo za nas. In ker ni najlažje, ne? Večkrat ponovim, da človeštvo lahko stopi korak naprej, ko bo res znotraj spoznalo povezanost med vsemi nami. Ne? In zdaj ta mem je zelo velik, ne? Jaz sem jaz, ti si ti in zdaj nekaj se me tiče, nekaj se me ne. In sem zelo hvaležen za vse akcije vseh in raziskovanja, ne? Te vrtanja od znotraj navzven, od zunaj navznotri, da se bo ta občutek ločenosti od nas, med nas pa celega človeštva enkrat le odprl, ker potem imamo odgovor na vse stvari, enkrat ne bomo mogli več razdelati, proizvajati stvari, ki bi škodovali drugim. Tako da sem zelo hvaležen za vas, velike umove, pa tudi z veliko mero modrosti in izkušenj, da ste tukaj. To bi mogli biti zadnja misel, ampak zdaj si tukaj rekel, ampak to mi je moja modrost rekla. Tako da, to lahko vsega rečem, ko vas poslušam. Pa da ste tukaj, da ste si vzeli čas in to je to. Evo. Hvala lepa. Andreja za vprašanje. Evo, pozabite, pa slišite to na koncu. Super, hvala. Mogoče zdaj pa še iz vaše strani. Iz moje. Kjerkoli začnemo lahko. Gospod je tako lepo zaključil. To lahko zaključim. Tako široko, mislim, da partikularizme, ki bi v bistvu porušil tako. Lahko pa rečem, da tam vem, da je še pogostitev in da vse, kar je, lahko se pa zdaj še zgodi vmes. Vem, da imamo še pa, Katja, da damo še... Tako, ja, kar. Potem pa lepa hvala vsem.
Naslednji simpozij je 24. novembra, tudi tu, ob isti uri. Hvala lepa. Tako da dobrodošli.